O domnevno paralizirani pravni državi, o organih odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, če hočete gospodarske kriminalitete in korupcije, pa tudi o infrastrukturi, kritični in avtocestah, železnicah, tretji razvojni osi. Vse to v četrtem predvolilnem soočenju z letališča Edvarda Rusjana v Mariboru s predstavniki političnih strank. Poglejmo, kdo je nocoj z nami. Dober večer, voščim naslednjim predstavnikom, gospod Uroš Prikl, predstavnik Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Dober večer, pozdravljeni. Lepo v naši sredi pozdravljam tudi Frančka Trčka, predstavnika stranke Levica. Franc Trček, dober večer. Dober večer, Jernej Štromajer, Socialni demokrati. Dober večer, lepo pozdravljeni. In še lep dober večer, Franco Breznikov, predstavnikov Slovenske demokratske stranke. Dober večer, spoštovane državljanke in državljani. Vsi prisrčno dobrodošli. Kot rečeno, danes govorimo predvsem o pravosodju, o infrastrukturi, o delovanju te države, za katero pravimo v 2. členu Ustave, da je socialna in pravna. Koliko v praksi boste povedali sami, volivke in volivci, pa preko vaših programov odločali tudi na volitvah v Državni zbor 3. junija tega leta. Pa dajem izziv najprej za vas, gospod Štromajer, vi ste predstavnik koalicijske stranke. Pravosodje, nekateri pravijo, da imamo 2, 1, nekateri celo 3 pravne države, odvisno od debeline denarnice. Kaj pa pravite vi? Ste mlad, vaša stranka neke jasne cilje zasleduje, ampak kaj je potrebno postoriti na področju pravosodja? Ja, zagotovo moramo ukrepiti pravosodje, sodstvo kot neodvisno tretjo vejo oblasti. To, da politiki spodkopavajo sodišča, to, da politiki protestirajo pred sodišči, zagotovo niso pozitivni znaki, se vem. Eni bodo rekli krivosodje, nekateri drugi bi rekli spoštovanje pravne države, pač kako komu paše. Nikakor ne bi smelo biti sprejemljivo in Socialni demokrati temu ostro nasprotujemo, da obstaja družbena neenakost na področju enakosti pred zakonom. In ja, imate prav, tisti, ki si lahko privoščijo najboljše odvetnike, ki poznajo vse možne pravne trike in takšne in drugačne, velikokrat ne dosežejo roke pravice, in temu moramo narediti konec. Mi moramo okrepiti tako tožilstvo, tako sodstvo, okrepiti njihovo neodvisnost in omogočiti, da bodo pred tem zakonom v tej državi vsi enaki. A ja, pa še ena stvar, moramo omogočiti, da bodo vsi prevzemali pošto. To je tisti, ki imajo malo manjše poštne nabiralnike. Zelo tako polemično, malo cinično, malo ironično. Kot da mi to ne govori človek, katerega stranka je imela priložnost to udejanjati zadnja 4 leta. No, ampak pozabili ste povedati, da je bila to najmanjša koalicijska stranka, ki je pokrivala 3 druge resorje in da smo mi na teh 3 resorjih imeli praktično 100% realizacijo koalicijske pogodbe. Pa še eno stvar je potrebno dodati. Naš poslanec Janško Berne, predsednik odbora za pravosodje v Državnem zboru, je bil največji zaveznik ministra Klemenčiča. Največji zaveznik. Njegova lastna stranka, stranka Modernega centra, mu je pri 2 zakonih, pri sistemskih preiskavah in pri noveli zakona o kazenskem postopku obrnila hrbet. Zakaj? Ker niso želeli sprememb, ki jih je zagovarjal magister Klemenčič, ki smo jo pa Socialni demokrati podpirali. Magister Klemenčič je, če se ne motim, diplomiral sprava tudi na Harvardu. Se strinjamo, ja, se tudi ljudje, sam malo, kaj smo gospod ga mi Štromajer, podpirali. ljudje, ki doštudirajo na Harvardu, njihova plača se meri v 6-mesečnih številkah, bojda. Gospod je minister za 6.000 bruto. Je dobro opravil svoje delo ali je veliko razočaranje? Zagotovo smo od stranke Modernega centra, od stranke ustavnega pravnika Mira Cerarja, ki je imenovala oziroma predlagala gospoda Klemenčiča za pravosodnega ministra, pričakovali več. Zato smo ga tudi podprli, zato smo ga tudi ves čas podpirali. To, da pa SMC s svojimi 35 poslanci ni podporil svojega lastnega ministra, pa oprostite, ni krivda Socialnih demokratov. Samo eno vprašanje še, zakaj potem v svoj program ne napišete, če bomo dosegli 6%, bomo naredili to, če bomo 10, bomo to, če pa 50, pa to. Najlažje je sedaj biti največja opozicija znotraj koalicije in se skregati tik pred volitvami. Zato, ker vemo, da ljudje niso neumni in ljudje razumemo, kako deluje proporcionalni volilni sistem in vedo, da glas za Socialne demokrate je glas za ta program. Glas za program Samozavestna Slovenija, za Slovenijo, ki temelji na pravičnosti, za Slovenijo kot državo med top 10 državami na svetu po merilnih kazalnikih in to je glas za Socialne demokrate. Zdaj pa, če pričakuje nekdo, da bomo Socialni demokrati to lahko dosegli brez njihovega glasu, se pa moti. Ampak jaz sem prepričan, da ljudje so dovolj pametni, da bo vedeli 3. junija obkrožiti Socialne demokrate. Zdaj pa, kdo, če ne ona,
je bolj verodostojen, da oceni delovanje slovenske pravne države. Ja, interpretacije je veliko, načeloma o sodbah sodišč ne razpravljamo, pa vendar, bila je leta in leta med 10 najvplivnejšimi pravniki v državi, državna tožilka, gospa od A do Ž bi dejali, ki ima ugled tako v strokovni javnosti, kot tudi v civilni družbi. Tudi zato je bila v Državnem zboru Republike Slovenije potrjena kot varuhinja človekovih pravic. Pa poglejmo, kaj ona pravi o teh prvorazrednih in drugorazrednih in dveh pravnih ali pa večjih pravnih državah. Vlasta Nussdorfer. Ljudje morajo dobiti zaupanje v delo institucij. Meni je izredno težko poslušati, ko ljudje govorijo, smo drugorazredni. Vsi smo prvorazredni ali pa drugorazredni. Ne sme biti izjem. Torej, če greš na sodišče po pravica, mora biti popolnoma enaka zate ali za tvojega soseda ali za uglednega direktorja. Ta občutek pa ljudje še vedno imajo. In zato se mi zdi, da bi morale vse te službe tudi morda večkrat stopiti pred javnost, poročati, kajti če ljudje nekaj ne vedo, si razlagajo po svoje. In potem zelo težko jih prepričaš, da ni res, da ni obsodb za ta dejanja, da so postopki za nekoga tako kratki, za nekoga dolgi. Gospod Breznik, zdaj, ko sem poslušal vašega kolega iz stranke SD, se je zdelo, da v bistvu ta država ne potrebuje pravnih popravkov, da ni nekega krivosodja, da ni različnih sodb, da so tako kurji tatovi kot tudi največji tajkuni, če hočete, tisti, ki izvajajo najvišje, najbolj sofisticirane oblike korupcije, enako obravnavani pred črko zakona, ko ne, razen odvetnike malo menijo. Pa boste lahko pol, gospod Štoromajer, korigirali vse skupaj, ne? Ampak ne druga interpretacija, prosim, gospod Breznik, kaj pravite na to? Jaz mislim, da, gledajte, po vseh medijih, če pogledamo vse medije, ki imajo v rokah socialni demokrati, da potem pač je tak. To je to. Tem je vse vredo. Jaz mislim, da je vse vredo. Medije, katere medije imajo v rokah? Predvsem tisti v Večer, ki je tukaj tisti glavni medij, ki ga je kupil njihov, lahko rečemo, hišni gradbinec Polanič preko družbe Hakl, mislim, da potem je vse vredo. Jaz bi pa rekel, da je drugače. Ljudje bojo sami povedali, državljani in državljanke, vsak je šel kdaj pred sodišče, mora povedati. Zdaj pa začnemo pri začetku. Doktor Jože Pučnik je leta 1994 vložil amandma k zakonu o sodniški službi. Povedal je, da ljudje, ki so kršili množične človekove pravice, ne morejo vstopiti v novo pravno državo, ki sloni torej na spoštovanju človekovih pravic tudi v svoje. Poglejte, tega se niso držali, mislim, da se samo en sodnik takrat izločil. In od tam se začne kritična masa ljudi, ki so nekoč v starorežimskih vzorcih živeli, je prišla tudi v novi sistem in sodila na vseh stopnjah. Poglejte, vsi mi tega nismo vedeli. Največji problem ni politika, ki se je vtikala v sodni sistem. Nikoli se ni politika v sodni sistem vtikala. Jaz sem podpredsednik mandatno-volilne komisije. Glejte, vedno so dvignili roke za vsakega sodnika. V tem mandatu smo prvič vsaj na 2 ali 3 kandidate za sodnike pokazali. Ena je bila v aferi T6 zraven kot pravnica, ne podpisa, v bistvu pripravila vse pogodbe za T6, so hteli dati za sodnico za nagrado. Smo jo prekinili, glejte, smo jo prekinili. Tudi del koalicije je bila, ko smo dokazali. Kaj je bistvo vsega tega, poglejte? Problem je, da politika se nikoli ni vtikala v sodni sistem in je sodni sistem živel svoje življenje, ki je živel tudi v prejšnjem sistemu. In nekaj malih, mladih pravnikov, ki je prišlo v sodni sistem, je to kritična masa neke organizacijske kulture. In tudi te mlade pravnike, lahko rečemo, ki so bili pogumni, ki so morda bili strokovno bolj podkovani, so jih nekako poskušali izločiti. Gospod Breznik, da nam ne bo, ali pa meni osebno, ko sem zbiral teme, žal potem, ne želim, da bi tu širili demagogijo, ampak vendarle vas torej jasno zdaj vprašam, je po vaše največji problem slovenskega pravosodja so ljudje, so tožilci, pa so sodniki? Poglejte, problem so pravna filozofija, problem je kolektivistična miselnost, ki živi v starorežimskih vzorcih in teh ljudi je preveč. Druga zadeva, ki je pa pomembna je, da imamo mi v našem programu del nekih rešitev. To pomeni program 633. 6 mesecev lahko največ sojenja na prvi stopnji, v primeru pritožbe na višje sodišče ali na drugo stopnjo, mora višje sodišče ne, da razveljavi sodbo, lahko je potrdi, če pa je razveljavi, pa mora odločiti vsebinsko. Torej se več ne vrača sodba na prvo stopnjo. Evo, da ne bom zlonameren, gospod Breznik, razložite mi, prosim, kako bi lahko sodnica v 6 mesecih na prvi stopnji zaključila zadevo Patria.
Poglejte, zadevo Patria bi lahko odločili takoj že tožilci, zato ker ni to kaznivo dejanje, za katerega je bil ta tako zvani predlog podan, ne obtožnica, bil je predlog podan, obtožilni predlog, ki nima preizkusa, ker obtožnica ima preizkus pred sodiščem prve, torej bi ta zadeva padla že v štartu. Torej, te zadeve sploh ne bi bilo. In to, kar nekdo razlaga prej, kolega Štromajer, da nekdo ni dvignil pošte, glejte, vsak, ki je tudi v nekem kazenskem postopku, ne rabi iti na vsako obravnavo, ker ne rabi, mora biti na tisti pomembni obravnava, kjer je zaslišan. Ne rabi pa biti prisoten fizično na vsaki obravnavi. Še posebej predsednik neke stranke, ki mora sodelovati v politiki, v parlamentu in takrat ne more biti na vsaki obravnavi. Večer je SD-ov, Nova 24 je čigava, Demokracija je čigava, Reporter, ne vem, vprašam. Ja, lahko povem. Vi ste ravno, to je bistvo medijev, da veste, kdo so lastniki. Vemo, kdo stoji za Novo 24. Za Novo 24 stojijo simpatizeri, ljudje, ki so želeli nek nov medij. In Nova 24, gledajte, simpatizeri tudi čez mejo, ne? Poglejte, tudi na drugi strani, vse, kar je povezano z demokracijo v Evropi, z spoštovanjem človekovih pravic. Zdaj, če pravite o gospodu Orbanu, tudi on je bil političen zapornik. Ne, pravimo ljudje, ki so tudi njega so njegovi ideološki, lahko rečemo, vzorniki širom komunistični tepli, zapirali in to je nekaj normalnega. Sem zastavil korektno vprašanje. Drži, da boste odgovorili, drži, da najo lastniška struktura, vi ste načeli to temo, vi ste to izvali, drži, da najo lastniška struktura medijev, ki jih omenjava, pripelje na Madžarsko, do madžarskih poslovnežev, ki so blizu, zdaj lahko rečeva na nek način v navednicah celo absolutista, glede na zadnje volitve na Madžarskem, Viktorja Orbana. Torej, kaj želite povedati? Prvič imamo tisti, ki smo vložili prve delnice, imamo večinski delež v tej televiziji, imajo vsa zainteresirana javnost, imajo jih državljani in državljanke, so kupili delnice, tudi ljudje, veste, ko imajo minimalne plače, zato, da čujejo neko drugo novico. Ne, da se ponavljajo režimski mediji, katere vodi tranzicijska levica z ukradenim kapitalom iz državnih podjetij in preplačanih državnih projektov, predvsem pa z vkradenega denarja iz slovenskih bank. Zdaj pa povejte, katere mediji lahko. Gospod, zdaj pa tako po vrsti, ne, po vrsti, pa bo gospod Trček, sam malo, lahko jaz postavim vprašanje? Bi pa odgovoril. Je gospod Uroš Hakl, ki z gospodom Todorovičem preko družbe Dober večer, DOO, obvladuje to medijsko hišo, torej govorimo o Večeru, simpatizer, in gospod Polanič, ki je solastnik Panvite, pa tudi zdaj največjega gradbinca v državi, povezan z vašimi ljudmi. In ali, torej kar gospod Breznik sprašuje, lovke tega vodijo tudi do zlorab tako imenovanega prej, tako sem vas razumel, pomurskega zakona, ki je bil sprejet. Izvolite. Pojma nima. Zakaj to povem? Jaz ne vem, kje so te blodnje v glavi gospoda Breznika, kjer očitno neke vzorce iz SDS-ja, pa njihovi gospodarstveniki, pa njihovi člani, potem preslikava na vse druge. Nismo vsi enaki, gospod Breznik. Socialni demokrati, oprostite, za razliko od vas Nova 24 ne delamo tako z mediji. Mi, za razliko od vaše stranke, pa recimo gospoda Orbana, spoštujemo svobodo medijev, spoštujemo človekove pravice, spodbujamo ljudi, da razmišljajo svobodomiselno, ne pa enoumje, kot bi radi vaši to počeli. Pa še eno stvar, dediči prejšnjega režima. Jaz sem leta 87, takrat je bil Tito 7 let že mrtev, Janez Janša je bil pa še vedno član komunistične partije, tako da ne bi mi raje o tem, kdo je kje bil. Zdaj pa, še dve stvari moramo odgovoriti, če lahko. Zdaj, krivosodje, pa tožilci, pa podobno. Jaz se čudim, da nismo ugotovili, da so pa očitno ta zlobna komunistična partija Slovenije, katere član, jaz nisem bil, vaš predsednik je bil, še vplivala na Avstrijo, kjer so bili pravosodni postopki v aferi Patria, pa na Finsko, kjer so bili pravosodni postopki v aferi Patria, pa dejte, kje vi živite, da se te blodnje narišete in potem pravite, vse pa Orban je full fine, on ukinja univerze, napada svobodo medijev, napada na pravice žensk, postavlja žico na mejo, on je full cool. Mislim, kaj z vami? Lahko tukaj jaz naredim piko, pa rečem, da je konec demagogije, da se ne bomo pogovarjali več o naših pa vaših, ampak se bomo pogovarjali o pravosodju, o delu policije, o delu tožilstva, o delu sodišča. Boste potem še lahko replicirali, moram še ostalima dvema. Ja, povejte. Poglejte, 148 kršitev človekovih pravic na milijon prebivalcev. Odkar smo stopili v Evropsko unijo, nam je Evropska unija povedala, smo največji kršitelji človekovih pravic, da imamo enega najdražjih sodnih sistemov in največ sodnikov na število prebivalcev. Koliko sodnikov na 1000 prebivalcev imamo? Poglejte si statistiko. Poglejte si statistiko. Čakajte, gledajte, gospod Breznik, zdaj pa takole. Če jaz nekaj trdim,
Poznam številko. Koliko imamo sodnikov na 1000 prebivalcev? Poglejte si statistiko, ker piše. Če pa mislite, da bom vso statistiko znal na pamet, potem pa oprostite, nisem super. Ne, vso statistiko. Poglejte si, Papir je s sabo. poglejte si Google, si mi smo- odprete pa pogledate. Gospod Breznik, jaz se Moderni ljudje opravičujem, povezujejo znanja, tisti šolski sistem iz komunističnih časov, pa Glejte, so se ljudje na pamet učili. Glede, zakaj Zelo imamo enostavno. konflikt? Ne? Zelo enostavno je. Zelo enostavno je. Poglejte Glejte, si Google, zato imamo mi smo- danes statistične Ne, podatke gledajte, v- pa bo Google vodil to državo, pa jaz ne rabim ne Breznika, ne Štroja Marja Trčka, pa Prikla, pa naj Google vodi, pa si bom pogledal, sam jaz ne morem voditi te politike. Mi smo teme poslali vašim tiskovnim predstavnikom, zdaj tukaj govorimo o pravosodju, vi govorite, da imamo največ, torej poznate podatek, pa mi govorite, naj si na Googlu pogledam. Sem si pogledal 43,6, pa ne da Google tega odgovora, moraš druge dokumente pogledati, gospod Trček. Ja, rad bi se nekaj navezal, pa dajmo se resno pogovarjati. Sami ste načeli, kdo sofinancira partijsko trobilo SDS-a. To je kršitev slovenske zakonodaje na dveh ravneh. To je nedovoljeno vmešavanje v notranjo politiko sosednje države, kar sem jim osebno povedal na madžarski ambasadi v Ljubljani. Sem rekel, če bi bila Levica v vladi, bi bila gospa veleposlanica klicana na zagovor. Drugič, 800 000 je bilo nakazano v Komadu, to je kršitev zakonodaje o koncentraciji medijev, kar vi iz medijev dobro poznate, čez 20, pa so to razbili fiktivno na tri firme, sem preverjal tudi to na madžarskem, za koga gre, res za gospoda blizu Orbanu. Naprej, na to soočanje sem prišel za seje preiskovalke, kjer smo preiskovali pranje denarja. Ne? A veste, imamo to gospod Đidžić, ali kako se piše. Jaz nočem, da mi bo državo vodil nekdo, katerega davčni svetovalec bo tisti, ki bo se hvalil, da je strokovnjak za utajevanje davkov. Cela zgodba, gospod Đidžić ima še plombo, gor je tajna, pa je nekdo jo spravil že v medije. Lejte, že tis je dovolj razlog, da bi nekdo sedel v zaporu. Mi vemo, kaj se je dogajalo z Novo kreditno banko v Mariboru, ker italijanska mafija opere $500 milijarde denarja, pa Grims ni tulil čez to. Ampak, a veste, tle bevskata dva mlada petelina dveh strank, ki sta skupaj uničila Komisijo za preprečevanje korupcije, ki že kar nekaj časa ne deluje. In je odgovarjala enim in drugim, ker sta Klemenčič in Stare začela raziskovati bančne mape in se je videl, ne, bom rekel, socialdemokracija po Novi Ljubljanski banki šarla, SDS pa po naši Mariborski banki. Ne. Govorim na osnovi, a veste, 700 strani, ki sem jih danes bral, vse jutro bo pa Jani Möderndorfer o tem tudi kaj več povedal. Ne. O teh zadevah se moramo pogovarjati. Ne. Prav, gospod Breznik, zdaj vam dajem tule izziv, ne. Zdaj pač vi ste očitke dali na Levico, jasno, Levica jih vrača, žal, ne. Ampak takole bom vprašal. Zdaj, blizu vašega predsednika je doktor Snežič. Gospod je bil pravnomočno obsojen v tej državi, ne? A je bil krivo obsojen in kako vi pač gledate na pregon tako imenovanih, ne vem, prestopnikov zoper fiskalno politiko, zoper davke? Poglejte, ne vem, jaz sem član in poslanec Slovenske demokratske stranke, gospod Snežič ni član Slovenske demokratske stranke, ni v dobenem odboru Slovenske demokratske stranke. Gospod Trček vam očita, da je gospod Snežič davčni svetovalec vašega predsednika Ivana Janeza Janše. Glejte, gospoda Janeza Janše, mislim, leta 1988 zaprli, je v kino na Dobu, mislim, gledal tudi film z gospodom Metodo Tropcem. Torej, po vsej verjetnosti je gospod Janša tudi naredil zločine kot gospod Trobec. Čekaj pa iz demagogije pa banaliziramo. Gospod Prikl, vam še dam besedo. Ne, gledajte, ne bomo banalizirali. Mislim, jaz sem tudi srečal, ne vem, nekoga, ki je, ne vem, posilil žensko, pa nisem zdaj med posiljevalci, ampak posiljevalcem. Ni v dobenem organu stranke in ne vem, na kaj nakazujete. Pol dneva sem bral podatke slovaške, avstrijske, slovenskih, bosanskih organov o pranju denarja. Vi lahko bluzite počez, jaz ne. Ti podatki so tajni, o njih ne smem govoriti, ampak tak človek ne bi smel biti več v politiki, pika. Pa je Janez Janša, je Franc Trček, a je Štefka Kučan, klicaj. Gospod Prikl, nulta toleranca Smejte se, zaradi tega imate nižje penzije, gospoda.
Nulta toleranca do korupcije, učinkovit pregon gospodarskega, organiziranega kriminala, pa se pri najbolj enostavnih primerih banalizira. Tako kot da bi naredil odlagališče smeti, pa bi vsak dejal, ja, povsod sam pri meni, ne. Krivosodje je na mojem primeru, v nasprotnih primerih pa trpamo ljudje v zapor pred obtožnico. Kako spremeniti to? Najprej hvala lepa, da ste mi dali besedo. Ja, se opravičujem, malo dalje traja, vse prav. Poglejte, meni se zdi osebno nedopustno, da lahko sploh razmišljamo, kaj šele da doživimo, da so državljani in državljanke naše države lahko prvo in drugorazredni. Mi imamo jasno zapisano v ustavi, kaj smo, pravna, socialna, pa še kaj država, jasno imamo, morda imamo preveč zakonov, morda smo predimenzionirani z določenimi zakoni, ampak jasno se ve, kaj je naloga organov pregona, kaj je naloga sodišča, nenazadnje tudi, kaj je naloga nas poslank in poslancev, politikov, če hočete. Dobro. In jaz vam povem samo zelo enostavno, če bi vsi delali korektno, tako kot vi korektno delate svoj posel, tako kot lahko zase in za mnoge svoje kolege rečem in trdim, da korektno delamo svoj posel, mislim, da do takšnih anomalij ne bi smelo prihajati. In ker smo ravno tukaj, na mariborskem letališču, ki je za Maribor, za moje, za naše mesto okno v svet, bi seveda pričakoval, da se tu pogovarjamo o drugih zadevah. Ampak prav je, da se tudi o tem pogovarjamo, ker ne nazadnje razni banksterji, ki so pomagali naše banke ne prodati, še enkrat govorimo o novi kreditni banki Maribor, za takšne bi se pa moralo ukrepati. In evo, iz tega razloga bo naša stranka, bo Desus v takoj začetku naslednjega mandata vložila zakon, ki se bo, ne bi želel govoriti o neki ilustraciji, ker mi je izraz zelo tuj, ampak kjer se bo jasno zapisalo, tisti, ki so se okoristili, pregrešili, kakorkoli hočete, naj bo svobodna presoja izraza, ki imajo prste, ki se jih je dobilo z prstom v medo, takšnih več v poslovnem svetu, predvsem pa v bančnem svetu ne bo. Pika. Ja. Takšna je prva praksa v tujini. Mi pa bomo sedaj pogledali, dame in gospodje, z enim opravičilom, kakšna pa je praksa slovenskega dela sodišč, pa eno opravičilo za vas. Podatki so za leto 2017. Ravno ko smo se pripravljali na to oddajo, je Vrhovno sodišče objavilo nove podatke, mi pa zdaj v grafiki pač operiramo starejšimi, ampak ti bistveno ne odstopajo od novejših. Pa kar poglejmo, gibanje zadev na slovenskih sodiščih v letu 2016 907 tisoč zadev, v istem letu 950 tisoč zadev upravljenih, kar pomeni indeks nad 100. Na dan 31.12.2016 nerešenih 184 tisoč zadev in gospod Breznik, evo, potrditev, konec leta 2016 43,6 sodnika na 100 tisoč prebivalcev in res, moramo to zmanjšati. Kako odpraviti sodne zaostanke, zagotavljati hitro sojenje, učinkovito in predvsem vaši stranki velikokrat uporabljate ta izraz, pa se ga včasih ljudje po svoje razlagajo, pravično sojenje. Ampak kar je pravno, ni nujno, da je pravično, kar pa je pravično, pa je nedvomno pravno. Ne, gospod Breznik? Ja, poglejte, prvič, največji problem sodnih zaostankov ali pa temeljni problem sodnih zaostankov je nekonsistentna pravna praksa Vrhovnega sodišča. Pomeni, da tudi, to je tipičen dokaz, da je negativna kadrovska selekcija v tem bazenu, o katerem sem na začetku razlagal sodnikov, ki so prišli iz starega sistema v novi, ki so napredovali, lahko rečemo, po lestvici, v svojem kolektivne miselnosti, bila nestrokovna in je odločala v podobnih ali pa istih primerih popolnoma različno. Kaj se zgodi? Samo malo, zdaj samo poveste. Lahko jaz povem do konca. Samo eno podvprašanje. Glejte, mi če lahko povem do konca stavek. Ja, ampak glejte, vi mi vedno širite razpravo v to, da je v tem... Glejte, da povem do konca misel. Lahko zaključim misel. Lahko zaključite misel, ampak vas vljudno vas prosim eno stvar, gospod. Jaz ne bi rad, da se danes pogovarjamo o leto 45. Poglejte, trije predstavniki proti enemu. Glejte, že to poglejte, gospod Breznik, že ta nefer. Glejte, tule pa, ne, gospod Breznik, tule vam bomo vzel besedo in povedal takole. Glejte, mi smo komercialna televizija, tako kot Nova 24 TV. Zdaj, ali regulator preverja nas ali vas, to je vse eno, ne bomo razpravljali tukaj o medijih. V redu, vsak si nastavlja ogledalo sam, ne nazadnje tudi gledalstvo. Ali je objektivno, ali je bolj tako usmerjeno navijaško, druga stvar. Ampak, kakorkoli bi vas določili skupaj, kakorkoli, ena stranka ne bi bila zadovoljna. O tem pričajo vaša glasovanja v državnem zboru in da niste enotni niti pri najbolj ključnih vprašanjih. Dokler pa bomo mi komercialni mediji, pa bomo mi določali sestavo tega omizja in nič zlonamernega proti vas. Jaz pa samo ne želim, gospod Breznik, da širite razpravo v neko polpreteklo zgodovino. Zdaj pa mi povejte, vam dajem izziv,
Če boste vi na vladi, imate možnost, spremite zakon o sodniški službi, ga spremenite, naredite reelekcijo sodnikov, poiščite jih po imenih in priimkov in jih odpustite, dajte jim odpravnine, that's it. V žargonu simple as that, izvolite. No, potem imate vi rešitev. Glede, Ja, ne, ste mi nimam, položili, jaz sem član Slovenske demokratske stranke. vi mi dajete sugestivna vprašanja in mi polagate besede v usta. Glede, ste vse povedali, ne vem, zakaj bi jaz razlagal dalje. Vse veste, ne vem, ste pravnik diplomiran, da govorite, ste magister prava, doktor prava. Ne vem, zakaj mi to razlagate. No, potem pa gledajte, poslušajte, da povem do konca. Gospod Breznik, jaz sem samo dolžen bil pojasnilo, vam dam besedo. Jaz sem povedal evropsko statistiko slovenskih sodišč. Povedal sem rešitve, zdaj bom povedal rešitve, ki so. Prvič je nekonsistentna sodna praksa, ki je posledica nekvalitetnih sodnikov, ki so prišli po negativni kadrovski selekciji celo do vrhovnega sodišča. Marsikateri kvaliteten sodnik. Nadaljevanje. Kaj se je zgodilo v drugi aferi? Ker je bila nekonsistentna sodna praksa, ker je enkrat odločila levo, enkrat je odločila desno, v istih primerih se je skoraj vsak državljan odločil, da bo nekoga tožil. Poglejte, mi imamo na tisoče, recimo, nekih zadev minornih, recimo za neke, recimo, mejne spore. Na tisoče mejnih sporov imamo, kar blaži nekatere, recimo, kar zapolnjuje sodnike. Nadaljevanje. Torej, povedal sem, Slovenska demokratska stranka ima program 6-3-3. Torej 6 mesecev sojenja na prvi stopnji, 3 mesece na višjem in 3. Kaj se zgodi? Danes je celo vrsto sod, ki je recimo na višjem sodišču bila razveljavljenih, vrnjeno je bilo na prvo stopnjo in potem zadeva na prvi stopnji čaka. Največkrat tudi sodniki, ki imajo slabe izkušnje, manjše izkušnje, ne, morajo še enkrat odločiti. Torej imajo nek diktat. Ne, gledajte, višje sodišče, vsaj mislimo, da so na višjem sodišču sodniki, ki imajo več izkušenj, več strokovnega znanja, ne, so z različnih, lahko rečemo, z različnih vej prava, lažje razumejo problematiko, poglobljeno pogledajo v zadevo in potem najvišje sodišče odloči in se ne vrača na prvo stopnjo. Potem na tretji stopnji, kjer gre pa za pritožbeno distanco, gledajte, kjer je vrh slovenskega rednega pravosodnega sistema, pa tudi mora biti odločeno v 3 mesecih. To je prva zadeva. Druga zadeva je vse splošno izobraževanje sodnikov. Glejte, o tem ne govorim jaz, o tem je govoril nemški sodnik Dukov, ki je bil tukaj pred leti in je povedal, poglejte, kaj se je zgodilo v vzhodni Nemčiji. Poglejte, samo nemški narod, ne? Niti en sodnik, ki je bil star več kot 50 let, ni smel nadaljevati sodne službe. Vsi mlajši sodniki v vzhodne Nemčije so šli pod nadzor sodnikov iz zahodne Nemčije. Glejte, okvarjena pravna filozofija že v sistemu pravosodnega izobraževanja, že takrat. Mi imamo celo vrsto sodnikov, ki sodijo, ki nimajo pravosodnega izpita. A se vi zavedate tega? Da obstajajo resni dokazi, da imamo celo vrsto sodnikov, ki nima pravosodnega izpita. In potem poglejte, ko sem na začetku razlagal, to je organizacijska kultura, teorija, kolektivistična miselnost, v kateri je kritična masa ljudi, ki razmišlja tako, kot so jih naučili pred 30 leti. In nažalost, gledajte, nažalost moramo pogledati, ker gre za hujšo bolezen, gre za hudo statistiko, gre za katastrofalno statistiko sodnega sistema, s katero se politika ni ukvarjala. Ker smo mislili, da se bo pravosodni sistem sam očistil, sam se bo izboljšal, ampak ne gre, ker je prevelika kritična masa slabših. Ne govorim, da so vsi sodniki slabi, imamo odlične sodnike, gledajte, imamo odlične pravnike in odlične tožilce. Moramo jim dati, politika mora narediti nekaj. Prvič jim mora dati podlago, strokovni kader, po drugi strani mora jim dati denar, da se bo izobraževali tudi v tujini, tudi za specializiranih vek prava, ki prihajajo, ne, in potem se bo zadeva očistila. In kot ste rekli, prišlo bo do revizije določenih sodnikov, ki so sodili že v prejšnjem sistemu, ki so množični kršitelji človekovih pravic in tudi pri napredovanju sodnikov, ko bo prišlo do tega, bomo pogledali njihovo statistiko, njihov kvalitetni del, kako so te sodbe izpeljali, ali so bile zavrnjene, kolikokrat so bile potrjene tudi na višjih distancah od njega, ne, in ko bo šlo za neko večjo statistiko kršenja človekovih pravic, taki sodniki ne morejo napredovati na višjo distanco. Lahko zdaj narediva piko, pa sem vam dal dovolj, pa sem po sodniško, pa sem po nogometno pokompenziral tista moja pojasnila prej vam. Tako, drage dame, cenjeni gospodje, vi pa ostanite, razprava bo še naprej, verjamemo, vroča, še naprej bomo govorili o pravosodju po kratki ekonomski propagandi. Ostanite, kmalu se vrnemo na Rusjana.
Nazaj smo na letališču letalca Rusjana na 4. predvolilnem soočenju naše televizije pred volitvami v Državni zbor o krivosodju, pravosodju, po nekaterih krivosodju govorimo v tem prvem delu oddaje, ter se sprašujemo tudi o tem, kaj se da spremeniti, tako na sodiščih, kot tudi na tožilstvo in ne nazadnje pri prvih, ki začnejo, torej policiji. Nadaljujemo razpravo s cenjenimi gosti, besedo pa bom predal sedaj predstavniku Desusa, vam, gospod Prikl, pa me kar zanima tole, ne? Zdaj smo veliko slišali tudi ne nazadnje obračunov sodniki s kadri, ampak je samo v kadrih problem ali vendarle naša zakonodaja je luknasta kot švicarski sir pa dopušča neke anomalije. Zdi se, da imamo največ procesnih težav, ne? To ste verjetno vsi enotni. Poglejte, jaz verjamem, da je zakonodaja čist dobra, ne? Vedno se začne, ni pa seveda idealna, kot noben zakon ne more biti idealen in noben zakon sam po sebi ne more ponuditi rešitev, če se optimalno ne izvaja pri tistih, ki so za to poklicani. Seveda, ja, morda bom presenetil s tem, ne? Vse se začne in konča pri kadrih. In če bi tisti, ki so poklicani, jaz to zelo težko rečem, a veste, ne, da je mogoče normirati po sistemu 633, vendarle je odločanje, sojenje, vendarle ena materija, ki jo je zelo težko normirati v zelo konkretne in oprijemljive številke, pa vendarle ne opravičujem sodnih zaostankov in nerazumno dolgega postopka sojenja. Seveda, kot sem že uvodoma povedal, če bi pa vsi tisti, ki so poklicani za sojenje in si s tem kruh služijo, ne nazadnje tudi s trajnimi mandati, to svoje poslanstvo, to svoje delo, ta svoj posel resno vzeli, seveda verjetno ne bi bilo toliko polemičnih tonov, kot smo jih danes že na samem tem soočenju slišali, pa tudi sicer, pa tudi širše. Tako da jaz seveda bi pričakoval, ne, da se tudi kaj naredi na sami organizaciji, ampak zopet smo pri kadrih, ne. Uspešno sodstvo je lahko samo takšno, ki bo optimalno organizirano in katerega akterji bodo to svoje poslanstvo, to svoje delo resno vzeli in sodili za ljudi, ali pa v imenu ljudi, če hočete. Dobro, ne? Zdaj mi gremo lahko na konkretne podatke, ne, in se ustavimo ne nazadnje tudi pri tožilstvu, kar bomo zdaj tudi storili, ne, in pogledali, kakšni pa so podatki vezani na tožilstvo. In sicer v Sloveniji torej imamo več stopenj sodišč, kar smo danes ne nazadnje že videli, kar pa zadeva kazenske ovadbe, za katere se odgovorno tožilstva, teh je bilo v letu 2017 skoraj 28 000. 28 000 je bilo tudi rešenih, malenkostno stopenje, 13 000 nerešenih konec lanskega leta in pa 9163 obtoženih polnoletnih oseb. Gospod Breznik, zdaj bom zelo eksakten. Sodišče se vedno, oziroma tožilstvo se vpraša po uspešnosti obtoževanja. Se pravi, koliko so vložili obtožnic, ne, ki imajo preizkus, kot ste prej pravilno povedali, in obdolžilnih predlogov, ne, in koliko je potem obsodilnih sodb, koliko ni zavrnilnih pa oprostilnih. Veste, koliko je ta odstotek? 87. Torej, tožilstvo očitno dela dobro, oziroma ali pa ne vem, sodišče vneto pritrjuje. Kje bi vi rekli, da je to ozko grlo? Se to začne pri policiji ali pač pri sodstvu? Kje je, sem prej prav razumel, sodniki so največji problem, tožilci dobro upravljajo svoje delo? Poglejte, seveda vprašanje popolnoma orisano zornega kota, ne vem, kaj ste hteli prikriti. Prvo morate vedeti, kaj je sploh prišlo tožilstvo, kdo je preiskoval kazniva dejanja. Poglejte, dvakrat smo sanirali bančni sistem. Povejte mi, koliko ljudi, ki so v bančnem sistemu posojali upokojencu 1 600 000, upokojencu 700 € pokojnine, ki je bil celo v minusu na banki, je dalo 1 600 000. Zakaj niti en bančni kriminalec ni danes zaprt? Zato, ker policija skupaj z tožilstvom v preiskavi sploh tega ni začela. To veste, s čim se danes ukvarja kriminalistična policija, vam povem? Z kaznivimi dejanji nekih cestnih prekrškov, pa takih zadev izpred 8 let, ki bojo zastarali. Doben se ne ukvarja. Poglejte nadaljevanje. Divjo lastninjenje v Sloveniji, povejte mi, gledajte, tam je Forum 21, poglejte, tam imate vse tajkune zbrane. Ali se vam zdi, da je vse v redu v tej državi? Desnica v Nemčiji ima ves kapital, kar je normalno, da je desnica glavnino kapitala v večini demokratičnih držav, pri nas pa ima levica ves kapital. Desnica je revna. Se vam zdi, da je to vse v redu? Koliko teh ljudi je bilo zaprtih? Povejte mi, povejte, koliko teh ljudi je bilo zaprtih? Koliko teh ljudi, ki so pokradli družbeno premoženje, ne, danes pa govorijo o delavskih pravicah, ne, je bilo zaprtih?
Poglejte, začne se pri kriminalistični policiji, ki so jo dobesedno prevzeli in ki sploh ne preiskuje teh kaznivih dejanj. A se vam zdi normalno, da se mora kolega dr. Logar, ki bi se lahko ukvarjal kvalitetno zakonodajo, ukvarjati in biti 14 do 16 ur lahko rečemo v skriti ali pa v temni sobi, kot ji rečemo v državnem zboru, in se skoraj 3 leta ukvarjati. A ni to zadeva, ki bi morala že davno romati med kriminalistično policijo ali pa med specializiranim državnim tožilstvom in Eno vprašanje, pa zelo namerno, ne zelo namerno, ampak konkretno v tem primeru. Midva se pogovarjava tukaj o številkah, o teh se lahko. Primerov je na 10 tisoče in če hočete, bova našla anomalije pri levici, pri desnici, kjerkoli. Zdaj pa takole, banke, bančna kriminaliteta, pravite. Mislim, da je medij dokazal, prej pa vprašanje, gospod Matjaž Kovačič, a je on lopov, a je on baraba ali je ugleden bančnik, to me zanima. A ta gospod sodi v ta milje, ki jih Logar preganja in ki morajo pred roko pravice pa v zapor. Gospod Matjaž Kovačič, naj me ne zameri, bil je na parlamentarni preiskovalni komisiji, ni obtožen še, je nedolžen, poudarjam, ampak z moralnega vidika. Kaj je za vas ta gospod? Poglejte, se vam zdi, da mi ščitimo kakršnega koli človeka, ki je naredil kakršnekoli napake. Po vsej verjetnosti... Govorim o gospodu, ki je, ko je bil predsednik uprave nove KBM, leta 2005 je bil prvič imenovan, leta 2010 se je malce povezal z levim, je bil imenovan še drugič, potem je leta 2012, mislim, da odletel z uprave, ampak ta gospod Matjaž Kovačič je redno pošiljal elektronska sporočila na janez.janša@government.si. Lepo prosim. Lepo ste povedali, poslal je eno sporočilo ali 2 sporočila. Ne, več jih je bilo. No, potem jih pokažite in javno se zdaj pokažite. So jih tiskani mediji razglasili. Prvič povejte, kdo ga je nastavil. Vlada pred nami. Kaj je bilo, ko je prišel Janez Janša leta 2004 in 2008 na oblast? Kaj so se drli levičarji, kaj so zganjali? Da nič ne zamenjati, demonstracije, že takrat, ne vem kaj vse, novinari, 571 novinarjev. Kdaj ste prišli v SDS-u na oblast, mi povete? Jaz mislim, da leta 2004. Gospod je bil, če so moji podatki točni, v upravo NKBM, do takrat je bil član uprave, imenovan leta 2005. Ja? Lep čas je vaš član, vaše stranke, gospod Danijel Blejc, ja? Bil predsednik nadzornega sveta. Kdo imenuje predsednika uprave? Nadzorni svet, gospod Breznik. Torej, predsednik nadzornega sveta je eden izmed nadzornikov, ki ga nadzorniki imenujejo. Torej, nadzorni svet pa je prejšnja vlada dobesedno pokazala. Jaz mislim, da se zapletate. Odgovorite mi vprašanje. Ne, zelo enostavno. Samo malo. Nadzorni svet ima glasovanje in predsednik nadzornega sveta predstavi nadzorni svet in njihovo glasovanje. Glejte, ni res. Seveda ni res. Vi nimate prav. Samo malo. Ja, vse lepo in prav. Ampak jaz vas sprašujem, ali je normalno, vprašamo takole, kaj bi storili v SDS-u, da bi danes ugotovili, da predsednik Nove Ljubljanske banke redno piše Cerarju elektronska sporočila. Če bi se lahko dobil z finančno ministrico, pa to, pa dajmo se dobiti tam, pa naredili smo to, pa bi imel tam v kabinetu enega gospoda Boruta Petka, ki bi bil lep kurir. Torej, povejte mi, kaj so bili tista kontrasporočila, ali gospod Janša napisal, dajte kredit temu pa temu, to, kar je delal gospod Pahor kot predsednik Socialnih demokratov. Dajte kredit za Stožice. Poglejte, dajte kredit za Stožice. Gospod Janez Janša pa tudi ni napisal, tako kot so primerjali. Povejte mi, kateri so bili feedback maili. Čakajte, samo malo, lahko odgovorim vam. Gledajte, gospod Janša pa tudi ni napisal, Kovačič, kaj še greš, kaj me obveščaš o tem. Ampak je to prišlo večkrat v njegov inbox. Bil je predsednik vlade, bom pa bil predsednik banke, ki je bila v državni lasti. Torej, kaj je bilo napisano v tem mailu? Čakajte, samo malo, vi pa mi danes razgovarjate, da imamo korporativno upravljanje, nadzorni svet pa skupščino. Kaj ima potem Janez Janša s tem? Janez Janša je samo prvi obraz skupščine, ki so državljani. Kaj je napisal gospod Janša nazaj? Da mora ga redno obveščati. Nič ni odpisal. Gospod Štromajer. Zdaj bomo šli pa po vrsti, kot so hiše v Trstu. Ne, lahko tako so tu sedeže. Ali pa v Mariboru, tožilstvo. Jaz poznam eno generalno državno tožilko na ime Barbara Brezigar, ki je bila SDS-ova ministrica za pravosodje in pa SDS-ova kandidatka za predsednico republike. Tako da v vtikovanju političnih strank v tožilstvo boste morali kar v lastno ogledalo pogledati. Drugič, denacionalizacija. Jaz ne vem, če vi veste, ampak denacionalizacija je sprejela Demosova vlada, v kateri Socialni demokrati nismo bili člani, in takrat se je začela kraja družbenega premoženja, ki smo jih Socialni demokrati nasprotovali. Bomo dal konkreten primer kraje družbenega premoženja. V času prve Janševe vlade, ko je bila initial public offering, ko so prodajali delnice Nove kreditne banke Maribor,
za 25, potem so za 40 na borzi prodali. So ropali ta narod, to državo, s tem, ko so prodali delnice namesto državljankam takrat, so jih prodali offshore skladom v davčnih oazah, nikome ništa, ti so prodali delnice čez noč, lepo zaslužili, politika je pa naprej lomastila prav za recimo gospodom Kovačičem, ki mimogrede, po mojih podatkih, pa če mislim, da je v časopis pisal, ni samo na gov pisal, ampak tudi na @sds.si, toliko nevmešavanja. Pa še en podatek, če vam že glih ne grejo dobro, ne. 12. avgust 2005, sestanek Boška Šrota in Igorja Bavčarja v pisarni Janeza Janše, kjer so pa eno najglobljih lukenj v bančni luknji. Teda prosim, kdo je kopal bančni luknjo, je več kot jasno, da o Hildi Tovšak sploh ne začnem govoriti. Gospod Trček, meni se zdi, da smo zdaj razpravo šli, da se politika, boste odgovorili, ja, boste takoj sam, ne, gospod Trček, da se polivate tukaj z gnojnico pri tem pravosodju in je človeku kar lahko žal, da da takšno temo na soočenje, ker vse izveni in se človek, jaz verjamem, da so tukaj ljudje zmedeni. Zmedeni so pri pokojninah, pri zdravstvu, ko pa pravosodje načnemo, pa je vse narobe v tej državi, izvolite. Glejte, ne vse v isti koš tlačiti, Uroš se niti oglasil ni, jaz sem razjasnil tisti primer. Iz tega petelinjenja obeh kolegov izhaja, da počneta to, kar si definitivno izvršilna in zakonodaja veja oblasti ne smemo privoščiti. Mi moramo zagotoviti robne pogoje za avtonomijo in avtonomnost sodstva. In jaz sem bil zelo razočaran, da Klemenčič ni izpeljal to, kar se tako Levica kot jaz osebno strinjamo s predsednico Računskega sodišča, če že gospod Breznik govoril o nekih anomalijah, resnih državah mandatno-volilne komisije ne žegnajo sodnic in sodnikov rednih sodišč. Oni si morajo prevzeti odgovornost. Mi moramo pa določiti tudi, a veste, varčevalni ukrepi, na to se pozablja, ne. A veste, vse je lepo reči, nekaj v 6 mesecih, nekaj tako. Ena neodvisna forenzična preiskava, kakšne zapletene zadeve. A veste, zelo pomemben je tudi predkazenski postopek, ne. Mi moramo enostavno vzpostaviti pogoje, da tretja veja oblasti samostojno in avtonomno deluje tudi z neko njihovo notranjo kontrolo, ne. A veste, zdaj dribljati se za nazaj, ker se gresta kolega, a veste, zakon, ki bi preprečil tako imenovani tajkunski val privatizacije, je bil 3 leta v predalu. Pa je bolj ta desni bankir mi rekel, gledajte, vse so kradli tudi ta levi, sem to imel nepošteno, Levica nima s tem nič. Mogoče kak naš član ima kaj za na sodišče, ne trdim, nismo verjetno 1000% waterproof, ampak vseeno, ne. Vse vemo, kako se je zgodilo. To so držali v predalu, tako imenovani stari direktori so se ustrašili, eni in drugi so sprivatizirali in to nam je pol povzročilo luknjo. A veste, če mi jaz malo populistični, po 25 letih se moramo zavedati, da sta Janez Janša in Borut Pahor siamska dvojčka. Ne le v energetiki, tudi marsikje druge. In neka taka tulaža, mislim, to nikamor ne pelje. Lahko bi na številnih primerih pokazal. Dobro, gremo naprej. Zdaj bomo mi, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pogledali uspešnost obtoževanja. Gospod Breznik bo tukaj seveda dobil besedo, zdaj me nagovori, ampak vendarle prej pogledamo grafiko o vsem skupaj. Kakšna je torej uspešnost obtoževanja v Sloveniji z vidika tožilstev? Skupaj prejete sodne odločbe v letu 2017 7814, 6796 obsodilnih sodb na sodiščih, oprostilne sodbe v 467 primerih in naposled zavrnilne sodbe v 551, pravi v svojem poročilu Vrhovno državno tožilstvo, ki ga vodi gospod Drago Šketa. Gospod Prikl, zdaj da dam besedo še vam. Mi imamo sodni svet, in tako naprej. Mi želimo uvesti stroko, ampak vendarle politiki razpravljata, zdaj da ne boste spet o tem. Ampak vendarle, kako zagotoviti torej učinkovit pravosodni sistem in da da politika prste proč od tega. A se spomnite vi, ko ste imenovali, ko je Borut Pahor predlagal ustavne sodnike, a se spomnite, koliko kupčkana je bilo v tej politiki? Ko smo se pogovarjali, ali bo posebno sodišče v tej državi, ki ima posebni status, to je ustavno sodišče, ki govori o teh kršenjih človekovih pravic, o katerih govori gospod Breznik, smo se pogovarjali, ali bo bolj desno, ali bo bolj levo. Kje smo pol?
Glede, jaz, ko poslušam to razpravo, tukaj je dosti polemična, ne, se skoraj malo odvečnega tukaj počutim, ne. Ne, kar ostanite. Ne, se bom, hvala lepa, ne, tudi za povabilo. Glejte, kar se meni tiče, ni bilo osebno, ni bilo nobenega kupčkanja. Jaz moram iskreno vam povedati, ne, da se na področju sodstva ravno najbolj ne spoznam in tudi imena, ki so takrat bila v obtoku, sem se pač pozanimal pri ljudeh, ki dosti dam na njihovo mnenje na tem področju in sem se odločil, kot sem se odločil. Rezultat je takšen, kot je. Ko pa gledamo generalno na pravosodje oziroma na sodstvo, sodni sistem, kakorkoli to obračamo, pa se mi zdi, oziroma sem prepričan v to, da, tako kot Trček govori, kolega Trček govori o robne pogoje, torej pogoje za delo v tej državi sigurno imajo, da pa so rezultati takšni, kot so in da se ti zaostanki, ki se zmanjšujejo, pa vendar le v premalem tempu zmanjšujejo, to pa je seveda tudi dejstvo. In jaz pričakujem od šefov posameznih sodišč, tako okrajnih, okrožnih kot vrhovnega, seveda tudi ustavnega, ne, da bodo pravilno to delo organizirali, za dosti izkušnj, znanje in tako dalje imajo, da pa se sklicujemo, da se Slovenci radi tožimo oziroma da iz tega razloga dosti dela tam, ta argument pa za moj okus ne bo vzdržal. Gremo lepo po vrsti, čisto na kratko, gospod Breznik, gospod Velički z policije in gospod Hari Furlan, specializirano državno tožilstvo, sta na pravih mestih. Jaz bi, prej ste mi rekli, da dobim repliko, da gospoda Štormajerja, ki se mu prikazujejo angeli in bogovi, pač povem, da Hilda Tovšak, ne vem, kaj ima s Slovensko demokratsko stranko, prej ste mi spet sugestivno vprašanje postavljali od gospoda Kovačiča, ki je poslal, mislim, 2 maila gospoda Janše, gospod Janša mi ni odgovoril in hočete nekako povezati, da je Slovenska demokratska stranka kriva tudi za bančno luknjo, ki je nastala v novi KBM. To je nesprejemljivo. Poglejte si zdaj to. 1, 2, 3 levičarji proti enemu. Po mojem ste matematiko končali več kot v lomkih. Za mene je to 1/4 proti 3/4. Je pa samo malo, a to je za razmerje, gledajte. Pa kaj hočete vi meni povedati, gospod Hočem vam Breznik? povedati, da na teh volitvah tekmuje levica proti desnici, ali kaj tekmujete? Prekinemo, pa počakamo. Poglejte, hočem povedati, da bi želel, prej sem se zaprosil za repliko, jaz seveda nisem dobil, šli ste ponovno na novo temo, prekinili me, gospodu Štromajerju ste pustili, da je zblebetal vse svoje blodnje, ki jih je imel, nametal neke ljudi, ki niti blizu nikoli niso bili Slovenski demokratski stranki. Gospod Bavčar prav tako ni bil je v LDS-u vsa ta leta, če je delo slabo in poglejte, tisto, kar je pa pomembno je, da pač na to opozorim. Mislim, da imam to pravico, da ljudje zvedo, kakšno razmerje se danes postavlja torej enega človeka proti 3 levičarom. To je razmerje in takšno tudi veste razmerje v slovenskem pravosodju, takšno razmerje v slovenskih gospodarstvo, tisto, ki je bilo pokradeno z družbenega premoženja in takšno, gledajte, takšno razmerje je vse posod. To je problem Slovenije. Slovenija ni uravnotežena. Zdaj meni očitate krivo medijev. Glejte, še nekaj. Prej ste samo kritični. Ne? Povejte, kdo so vaši lastniki, da so Kitajci, da je kitajski kapital prišel v Maribor. Kaj ima kitajski kapital v Maribor iskati? Po vsej verjetnosti srednjeevropski kapital bi rekel, da še ima neke ideje vlagati v neko Slovenijo. Preko ste me obtoževali. Zdaj, v čem je problem? Samo malo. Zdaj pa vi povejte vaše lastnike. Povejte, kdo so vaši lastniki, kakšne imate vi navodila, to pa veste. Ne, glejte, prej ste me začeli, zdaj pa dopustite, da jaz vas vprašam. Glejte, moji lastniki podjetju, kjer sem jaz zaposlen, je 100% lastništvo ene fizične osebe, nič se ne skriva. To je ena zadeva. A lahko vam odgovorim potem, ker me gospod Breznik, vi poskušate mene diskreditirati, vi poskušate diskreditirati tem medij, da je zlonameren do vas, da smo naredili tako sestavo, zato da bo Prikl in Trček in Štromajer, ki so na levici, napadali SDS. To hočete vi prikazati in to ni resnica. Govorite o nekem kitajskem kapitalu in kaj je narobe s tem, če je kitajski kapital za družbo RTS24, ki izdaja recimo ta program. V čem je problem? Poglejte, v čem je problem? Povejte mi, prosim, v čem je problem? Vi pridete do lastništva, ne vem, podjetij in pridete tudi do konkretne osebe, fizične osebe, ki je kitajski državljan. V čem je problem? A veste, kaj sem vam htela kazati? Ste razumeli mojo poanto? V čem je bil potem problem, da je neki madžarski podjetnik vložil v 24? Vi ste začeli to temo. Jaz sem pa povedal, kaj pa je problematika. Problematika pa je, da nek gradbeni tajkun, ki krade na gradbenih projektih, ki ima 3-kratne cene,
da imata dva taka tajkuna, dve časopisni hiši. Eno je Večer, preko Polaniča, drugo največje gradbeno podjetje, ki bo gradilo drugi tir, o katerem upam, da bomo govorili, je pa gospod, ki je kupil delo. In veste, tu je ta priplet. Tega se moramo bati. Jaz se ne bojim vaših lastnikov, bi pa želel, da se vi ne bojite tistih lastnikov, ki so vložili v neko družbo, katere so vsi državljani kupili delnice, zato ker verjamejo v neko drugo resnico. Gospod Breznik, po oddaji se bova dogovorila, pridete na tej televiziji v oddajo 24+, dajem vam 30 minut solo intervjuja. Nihče z levice vas ne bo napadal, pa bomo o podobnih zadevah govorila, pa boste samo vi, pa se boste konfrontirali z mano. Tukaj na tej točki narediva piko in zaključiva. Po vsej verjetnosti po volitvah, ne? Ja, po volitvah. Ja, seveda. Ja. Baš ne, da so zdaj 3 proti meni, ampak bom zdržal, gledajte, mi smo navajeni v SDS-u, to zdržati bom to tudi naredil, ni problema. Gospod Prekl. Glede, če se pogovarjamo o pravosodju, ne vidim tukaj nobenega razloga in v nobenem svojem izvajanju, pa sem da samo 2-krat bil tukaj pri besedi, nisem ekstrapoliral levo, desno. Jaz mislim, da o sodnem sistemu kot nekem levem pa desnem, pa kakorkoli ne moreš govoriti, sodni sistem mora biti v službi ljudi in da pravično sodi in pika. In pika. Dobro, gospod Trček, še vi pa zaključimo ta krok in zaključimo to demagogijo. Glejte, škoda je, jaz se opravičujem tudi mojim gledalkom in gledalcem, mi smo vrgli v stran 50 minut oddaje. Sej 4 leta prenašam v Državnem zboru. A lahko pridem do besede? Mogoče bi rabili malo poslovnika, očitno v Državnem zboru. Glejte, en človek, ki res obvlada področje človekovih pravic, pred kratkim smo ga imeli v Mariboru, tudi kolumnist Večera, gospod Gruden je rekel nekako takole: tisti, ki ne ljubi, ki nima rad ljudi, ki so drugi in drugačni od njega, ne more biti domoljub. In tle je problem, v bistvu, upam si trditi, slovenske tako imenovane desnice. In bom rekel, ta tulaža tle pa takim ljudem jaz ne bi dal gobarsko društvo voditi, ne pa so odločati o sodnikih. Pa resno mislim, ne nočem biti populističen. In to je problem. Tle bomo naredili piko in zaključili debato o tem, gremo pa na infrastrukturo. Dame in gospodje, pred kratkim smo bili ponovno na voliščih 13. maja, odločali smo o zakonu o izgradnji in upravljanju drugega tira, posplošeno in hitro povedano, ampak Vili Kovačič, državljan K, ki vodi vso sodno vojno proti vladi, da prepreči po njegovo norost, ima svoje podpornike. Eden teh je tudi dr. Jože Duhovnik, ki ima tako po finančni plati kot tudi tehnični alternativno rešitev za drugi tir. Pravi pa, da ni slišan. Mi smo mu dali priložnost, predstavijo jo bo, predstavniki strank pa tudi pokomentirali. Bistvena sprememba, razlika od obstoječe vladne, je ta, da izkoriščamo večji nagib, ki je dovoljen za hitre proge tako v Evropi, kot tudi v Nemčiji, ki se uporablja. Mi uporabljamo do 40 promilov nagiba in to dosegamo z potisno silo, ki je lahko z vlečno varjo ali, če hočete, tudi z potisnimi lokomotivami, ki so težje izvedbe in jih recimo v tem trenutku v svetu delajo od 400 do 500 kosov. Take lokomotive so primerne za naše razmere in se lahko uporabljajo pod kakršnemkoli tokom. Mi predlagamo izmeničen tok, tako kot Hrvatije in Madžari. Prav zaradi tega, ker uporabljamo vlečne, potisne lokomotive, je naša vrednost celotnega projekta po enotnih cenah 700 milijonov, še cenejše za 100 milijonov, medtem ko po istih enotnih cenah, kot jih ima vladin projekt, pride številka do 2,5 milijarde evrov. Mi trdimo, da je razlika 2 milijardi tako velika, da bi ljudje morali jasno pokazati, da se takih projektov ne sme delati na pamet. Tako torej, slišali smo, spoštovani, pa bom dal vam besedo, gospod Prekl, zakaj vlada ne sliši tega, ne? Tako, nismo strokovnjaki, ampak veliko je, za 27 km železniške proge, enotirne, ne? Ja, upoštevava specifiko terena, ampak vse, ampak 1,5 bova videla grafika, 1,3 milijarde. Pa veste, kaj je najbolj banalno? Da se vlada, ki ima ničelno stopnjo do korupcije, pa tu ste malo samo odgovorni, spotakne že pri maketi, ki pride 130 jurjev, lepo prosim, no.
Glejte, ta maketa, to je skregano za vsako zdravo kmečko pametjo. Ampak se strinjava, če kradeš pri maketi, boš tudi pri milijardi kradel, ne? Zdaj pa kakorkoli. Tu nimam komentarja pri tej maketi, tu zdrav človek ne more komentirati, pa kaj pametnega tukaj povedati, se strinjam z vami tokrat absolutno, ne boste verjeli. Da, v drugem tiru, seveda ga potrebujemo, Slovenija ga potrebuje, Koprsko pristanišče ga potrebuje, pa ne samo Koprsko pristanišče, naše celotno gospodarstvo, ne nazadnje tudi Maribor bo nekaj od tega imel, bo boljše povezan in ne nazadnje je to zgodba, o kateri že razmišljamo, govorimo, preučujemo, analiziramo, kaj pa vem, že ne vem koliko dolgo časa. Evo, zdaj pa smo prišli do tiste točke, ko bi morali samo realizirati zadevo in zopet se lomi. Jaz ne bom zdaj tukaj govoril o gospodu Kovačiču, ali dela pravilno ali ne dela pravilno. Mi smo nekajkrat tudi v državnem zboru poslušali stroko takšno in drugačno. Veste, kaj si jaz želim? Jaz kot državljan te države, v dobrobit ljudi v Sloveniji, Mariborčanov, pa tudi širše, si želim, da že enkrat začnemo to delati in da zadevo realiziramo. Seveda pa ne želim, da se pri drugem tiru zgodi TEŠ 6 ali pa kakšna druga zadeva. In če bo pravi nadzor, ki je predviden v samem zakonu, potem sem jaz prepričan, da do tega ne bo prišlo, do zlorabe namreč. Ja, tle moramo ločiti dve dimenzije. Ena je ta tehnična, druga je, kar je bil referendum, pa večina niti ni razumela, dobro si upam trditi, kako bomo financirali. Zdaj, če imam jaz prav v spominu, je državni prostorski načrt za drugi tir požegnala Janševa vlada. A veste, ta gospod, ki je tle govoril, vsem dolžnim spoštovanjem, gospod Duhovnik, jaz sem v parlamentu rekel, gospod Duhovnik, kje ste pa vi bili 20 let? Še zgodba. Mi imamo DRI, na DRI-ju dela tam tisti gospod, ki je pijan šlato novinarko na Planici, ga je nastal SDS. Pa ni problem samo SDS-u. Veste, ključni problem je, da mi dajmo biti odkriti. Mi neke realne cene niti ne vemo. Niti nekako ne znamo priti do nje, tudi zaradi tega, ker se v Sloveniji od osamosvojitve stroka preveč spolitizirala. Eni malo k enim se nagnejo, drugi drugim, prefoksersko se to reče profesionalna deontologija. To pomeni, veste, jaz kot prostorski sociolog, tudi če bo šlo kontra levici, pa bom vedel, da to moram povedati, bom to povedal. Vse to je v 82. členu Ustave, poslanec ni vezan na nobena navodila. Če se pa dotaknem zdaj financiranja, glejte, vi verjetno, če bi vam jaz dal za 20% vašega stanovanja, ne bi pol stanovanja prepisali name. Pa živ Bog to ne gradi tako. In pol bo imel še prednostno dispečiranje. Dela, recimo v Romuniji imajo nemške železnice pa še enkrat prednostno dispečiranje. In o tem je treba govoriti. Velika problematika je pa tudi o tem, ker naši politiki, ki jih imamo v tujini, tudi v Bruslju, rajši lajejo en proti drugim, kot da bi delali za dobrobit Slovenije. Veliki problem je, dajmo se odkrito pogovarjati, da Italijani uspešno lobirajo in imamo težave zavezati to finančno frnikulo. Gremo zdaj mi pogledati, o kakšnih finančnih okvirih govorimo oziroma o kakšnih podatkih, dame in gospodje, koliko nas bo to famozni drugi tir, o katerem se pogovarjamo že dolgo in eden ključnih projektov te vlade, ki odhaja, torej vlade Mira Cerarja, koliko nas bo stal davkoplačevalcev in koliko bomo dobili tudi strani drugih držav, med drugim Madžarska še vedno v igri. Izvedena dela bodo stala izvedbena 890 milijonov evrov, ostali stroški 63 milijonov evrov, skoraj 64 milijonov evrov in pa druge storitve 105 milijonov evrov. Gospod Trček, čisto na kratko ostajam pri vas. Zdaj, ko smo imeli generalko pred to oddajo, mi je kolegica dejala, kaj za Boga se skriva v teh ostalih stroških not. A vi veste? To bi jaz tudi rad vedel, ja. Tudi bi rad vedel, kakšna je pogodba z Madžarsko, pa niti koalicijski niso še videla, veste. Nas so, pa ne bi, gledajte, tisti gospod minister, Gapi, kot ga kličemo, Gašperšič, pa to nisi vedel, on je včasih dopolniti je govoril eno, popolniti je govoril drugo, ko si šel not v kletko, mu finančnike niso pustili zraven, je govoril tretjo, gospa ministrstva za finance rekla četrto in pa so zlasti SMC-ovci nas na pranger pribijali, morate sprejeti ta zakon. Pa jaz nobenega zakona v življenju ne bom podprl kot poslanec, dokler bom poslanec, pa ne več kot 3 mandata, da mi ni jasna cela zgodba zadaj. A veste, in tle je problem. Verjetno se skriva neka špekulanca, da bo spet nekdo peneze
Gospod Štromajer, vi ste tako kimali, kot da niste bili v tej vladi. Jaz nisem bil poslanec. Ja, ne, vi ste predstavnik stranke socialnih demokratov. Ne? Pa vi že imate neke negativne izkušnje z enim takim projektom, ki je bil preplačan. TEŠ6. Vaši dečki so bili pošteno namočeni. Kaj je ugotovila parlamentarna komisija? Odgovornost zdajšnjega predsednika, vsem spoštovanju govorim predsednika republike, prej predsednika vlade, gospoda Boruta Pahorja. Vaši dečki, ne, pa s tem premogom pa so ustanovili tudi en inštitut, ne, Anton Rop, ne, pribeglica iz LDS-a v vašo stranko, ne, šel je iz Dežja pod kap ali kako se že reče, pa so tako za svetovanje s premogovnika Velenje, ne, gospod Meh, pa to poroštven zakon, neti zagovorniki, ne, zdaj vi malo težko verjetno sodite te zadeve, ne, oziroma ste kritični, ne, ker niste šli z te ladje dol, vi niste rekli, mi ne bomo v takšni vladi, Gašperšič govori nekaj dopoldne, popoldne drugo, mi gremo v stran, vi ste strajali, pa bili tiho, ne, zdaj pa spet ta proporcionalnost, verjetno, ne. Ne, to ne drži, mi smo bili en glavnih zagovornikov, da se znotraj tega famoznega zakona o izgradnji drugega tira vzpostavi civilni nadzor. Zakaj civilni nadzor? To, da bodo državljanke in državljani ljudje, stroka, strokovnjaki, zainteresirana javnost imela pogled na cent natančno, ja, tako kot je kolega Trček govoril, ne, da ne bi prihajalo pa do aneksov, pa do problemov itd. In to je ena izmed stvari, ki določene ljudi v tej državi moti. Zdaj pa, kar se pa tiče Madžarske, ne, to je pa najbolj problematičen del tega in temu smo pa Socialni demokrati bili daleč najbolj skeptični. Skozi. In tudi, ko je prišlo na glasovanje v Madžarski na OZP in odboru, smo temu nasprotovali, ker nismo se strinjali, da se na takšen način vadi noter tujega partnerja. Kaj vam vse to pomaga, da ste napredovali? Zakon je sprejet in stvar bo šla naprej. Vsi bodo lajali, karavana gre dalje. Zakon ne govori, kako bo izveden javni razpis in za koliko bo podpisana pogodba. Zakon ne govori, da je Madžarska že ima meddržavno pogodbo ali pa katerakoli druga zaledna država. Daleč od tega, ne. Zakon je samo podlaga, to pa zdaj, evo, če Gašperšič laga o nas, jaz lažem vas, ne. To je bila podlaga, da bomo lahko učinkovite in bolje črpali evropska sredstva. In priznamo, tukaj smo zaupali stranki Modernega centra, ki ima med drugim tudi Evropsko komisarko za promet, in mi smo to v dobri veri, da bo to pomenilo, da bomo lahko pridobili več evropskega denarja, da bo šel manj denarja iz našega proračuna, ter da bo hkrati mehanizmi nadzora ne samo Republike Slovenije, ampak tudi Evropske unije in mednarodnih inštitucij vključeno v to. Da ne bo prišlo do napravilnosti, kot je prihajalo. Koliko je danes pribitek na slovensko obveznico z dospetjem 10-letni, povejte? Pod 1%. No, zakaj bi jaz dal Madžarom, ne vem, pa si sposodo pri sosedu, ki hoče 10% obresti, če mi da banka, ne vem, za 1%. Zakaj? Slovenija je zadolžena, koliko je zadolžena? Nek čez 30 milijard evrov, ne? 80%. Kaj je problem, da si ta država sposodi še 1,3 milijarde? Zakaj za Boga Madžari? Daj povejte nam. Odgovor je zlato fiskalno pravilo, ki je fiskalna zanka okoli vrtu, ki je bila sprejeta v času, ja vem, kolega Trček, vi ste nasprotovali, jaz tudi nisem bil temu naklonjen. In to je eno izmed ovir in cokla razvoja. Zdaj pa, ne, imaš pa možnosti, da to narediš preko državnih podjetij, podobno, kot smo delali s poroštvenimi zakoni za DARS, ampak kaj bi bilo pa treba narediti? Ne treba pa paziti, da ne na Eurostatovih podatkih padeš ven, pa potem pod mehanizmom nadzora Evropske unije. In ena izmed možnosti, o kateri se pa že govorilo v času prve Pahorjeve vlade, pa ni bila upoštevana, je tudi slovenski logistični holding. Zakaj? Zato, ker je logistika ena ključnih komparativnih prednosti lahko Republike Slovenije. Pa recimo pogledamo tale naš priljubi Maribor, ne. Sever, jug, vzhod, zahod Evrope se praktično seka čez Maribor glede na železniške pa avtocestne koridore, ne. In tukaj imamo ogromno priložnost od tega letališča do logističnih centrov in zato tudi rabimo povezanost. Programi, ne samo to, kar se bo naredilo, ne, mi moramo na oglase, tako da si bomo vzeli, dame in gospodje, še zadnji predah, potem pa boste slišali tudi o avtocestah, kako smo jih gradili in ali smo se kaj z tega sploh naučili. In kaj je lahko drugi tir za to Cerarjevo vlado? Je lahko to lakmusov na papir, na katerem je Miro Cerar padel pri moralnih, pravnih in drugih vrednotah, po oglasih brez demagogije. Ostanite. Pa smo torej nazaj, govorimo v četrtem predvolilnem soočenju, smo na letališču Edvarda Rusjana, govorimo pa o pomembni infrastrukturi te države, torej govorimo o železnicah, zdaj v drugem tiru. Gospod Breznik, vam dajem besedo. Astronomsko visoka cena, dvomljivi temelji vsega in na koncu, ne, se bo zgodilo verjetno, ne, pa nič slabo namernega, ampak človek dobi občutek, tako kot pri TEŠ6, ko so zdaj vaš lobi, ne vem, kako se bude, to je zgornje, ne vem, savinski lobimo, nekateri pravijo, šaleški lobimo, tudi pravijo, jaz ne vem, če so SD-ovi, no, ampak pravijo, da je šaleški lobi stvar pripeljal tako daleč, da je bilo treba investicijo izvesti. Zdaj pa, če to ni res, pol povejte, da parlamentarna komisija laže.
Jaz pa povzemam njo, kar so med drugim tudi gotovitve, sam lobby ni omenjen. Gospod Breznik, kaj smo se naučili iz preteklosti in kako voditi to investicijo in jo boste vi, če boste v vladi vi? Ja, gledajte, nič se nismo naučili. Pri nas v Sloveniji ne velja pravilo, da gre osel enkrat na let, pri nas gre osel 4-krat na let, ravno zaradi tega, ker ljudje nimajo pravih informacij, ker nimamo, lahko rečemo, uravnoteženih medijev. Zdaj pa gremo kar po vrste. Gospod Breznik, vas lahko eno stvar se dogovorimo za tem omizjem. Nehajmo, prosim, s temi mediji. Lepo prosim, čeprav smo v medijih, ampak dajmo se pogovarjati, ne bodo mediji rešili to. Mi slikamo realnost, eni bolj objektivno, drugi manj objektivno, ampak vi, politika, vi imate škarje in platno v rokah. Vi ste na plači tok in tok 1000 evrov bruto in vi odločate o tem, gospod Breznik, pa ne mediji. Pa lahko ustanovimo še 10 mediji, ne bodo spremenili nič. Ja, morda vplivali na sestavo državnega zbora, to pa vse, prosim, no. Dobro, potem pa vse v redu, potem pa mi poveste vi, gospod Pregl, zakaj so se ljudje niso sploh vedeli, zakaj glasujejo na referendumu. Zakaj je problem državljan K, ki je hotel opozoriti javnost za to, da stane neka stvar 1 200 000, kar ni vredno več kot 600 milijonov. Zdaj pa gremo kar po vrste. Drugi tir je postavljeno, lahko rečemo, kompletna, lahko rečemo, platforma za to, da bo to drugi tir. To bo večji problem kot drugi tir. Gremo kar po vrste. Jaz vam plastično za ljudi končno predstavil, kaj je drugi tir. To je nekaj takšnega, kot če bi gospod Janša prevzel totalno oblast v Sloveniji, pa bi mi naenkrat ljudem povedali, da rabimo nujno avtocesto, kjer jaz živim iz Lenarta na Ptuj. Pa bi rekli, iz Lenarta na Ptuj avtocesto ne bo gradil Dars, ki gradi, vzdržuje, financira vse avtoceste, ampak to bo gradilo podjetje 3TDK, v katerem boste vi, gospod Pregl, pa jaz morda neka direktora. Torej, mimo kompletnih nadzorov. In potem bomo mi to gradili, pa bomo rekli, to pa gradimo, veste, zaradi tega, ker nam bo Orban dal morda 1 milijon. Potem bomo mi ta projekt, seveda, ne vem, na pamet govorim, ki je vreden mogoče 20 milijonov, bomo rekli, da je to 50 milijonski projekt ali pa 100 milijonov. Potem pa prije tisto še nadaljevanje, ne? Potem pa bojo se ljudje vozili po Sloveniji, vse 3/4 ali pa 98% avtocest se bojo vozili z vinjetami, tovornjaki z elektronskim cestninjenjem, potem pa se bo z Lenarta v Ptuj peljali, ne? Potem pa bo nama plačali novo cestnino, novo vinjeto in midva bomo lepo živela z svojimi, kot ste rekli, strici z ozadja, nekimi financerji, ne? Bomo živela 45 let, lahko rečemo, od tega projekta. Veste, to je plastična zadeva. Glejte, slovenske železnice upravljajo in vodijo 1200 km železniških tirov. V Sloveniji imamo približno 900 km enotednih prog, 300 km dvotednih prog. Imamo kompletni inženirji. Video, ki ste ga predstavili, gospod Duhovnik, gledajte, ni gospod Duhovnik, tu je še zdaj 20 vrhunskih inženirjev in to je tipičen prikaz, da slovenski inženirji, tehniki, mojstri in vajenci niso v Sloveniji nič vredni. Torej gre za to in po naslednjih sestave vlade, kolikor bo zmagal SDS in kar verjamem, prva zadeva, ki se bo zgodila, bo slovenska tehnična inteligenca prevzela del vajeti v svoje roke. Ta nas nikoli ni razočarala. Gremo naprej, ne? Problem drugega tira, torej je zakon o drugem tiru, ni problem drugi tir. Gospodu Duhovniku, gledajte, njegova rešitev je dobra, po vsej verjetnosti. Kot inženir bi lahko rekel, da bi lahko prikazala eno superiornost slovenskega inženirskega znanja. Tudi za mene je prišel zelo prepozno. Res je, Janševa vlada je sprejela, lahko rečemo, velik del teh prostorskih načrtov za drugi tir in v bistvu zadeva bila že v fazi priprave. Tisti, kaj je problem, je samo problem zakon. Zakon, ki dobesedno oddaljuje zadevo od slovenskih železnic, oddaljuje zadevo tudi, lahko rečemo, od popolnega nadzora in to je ta problem, kjer bo zadeva, ko bo enkrat stekla, ne? In veste, kdo bo gradil, vse se že ve, ne, lastnik dela, ne, kolektor Kolenk, tudi to je tisto, kar sem na začetku razložil, ko ste mi rekli, da pač govorim neko zgodovino, ampak ni, to je bilo dobro namerno z moje strani, gospod Pregl. In to morajo ljudje zvedeti, Kaj bomo mi naredili, če prejmemo vlast? Mi bomo ta zakon popravili ali pa ga odpravili. Slovenske železnice bo gradile, samo še nekaj o financiranju tujca. Dobro ste povedali, gledajte, denar je danes skoraj zastonj. Mi imamo celo negativne obresti, mi imamo to s svojim denarjem zgradimo. Take projekte, gledajte, preko državnih podjetij ne štejejo v slovenski javni dolg. Slovenske avtoceste se ne štejejo v slovenski javni dolg. To treba povedati ljudem. Bomo vse povedali. In še nekaj, ne? Hrvati gradijo, mislim, most na Pelješec. A veste, kakšno je sofinanciranje z Evropske unije? 80%.
80% Jaz sem ti morate eno stvar denarja. upoštevati, Hočem povedati, da so oni v tej perspektivi pač v drugi Ja, vlogi kot ampak mi, hočem ne. povedati, Tudi mi imamo zdaj da denar se za mehke izboriti, projekte. veste, da se izboriti še Ne, nekaj. samo malo. Pa dajva biti korektna, no. Mi ne moramo več graditi infrastrukture, mi dva ne moramo več asfaltirati cest, pa vodovoda graditi v Halozu z evropskimi sredstvi, ker smo v drugi perspektivi, ker smo že toliko člani in imamo za tako imenovane mehke in druge projekte na voljo sredstva, ker nimamo pokrajin, za vzhodno pa zahodno kohezijo. Bodimo korektna, no. Drži? Drži, ampak zakaj nimamo tega denarja? Zato, ker se nekdo ni izboril za ta denar, ker vedno obstajajo še posebne izjeme. To treba povedati, to je korektno. Dame in gospodje, mi smo imeli težave z avtocestami, gradili smo jih dolgo, se spomnite tistih aneksov, se spomnite afere Čiste lopata, se spomnite tam na prelomu tisočletja boj med enim italijanskim gradbincem in gradbenim baronom Ivanom Zidarjem. Zdaj bomo pogledali, kako drago smo plačali posamezne odseke. Vemo, da vse ne odraža realnega stanja, ampak vendarle neke primerjave na določenem vzorcu nastanejo. In sicer cene nekaterih avtocestnih odsekov, ki smo jih gradili. Arja vas, Vransko, A1 avtocesta, 20,9 km, 139 milijonov. Blagovica do Šentjakova proti Ljubljani 20,3 km, pa potem Pomurska avtocesta, Vučja vas, Beltinci, ki je bila odprta leta 2008, 113,7 milijona evrov, najmanj zahteven teren od vseh gotovo, in pa najdražji projekt v zgodovini slovenskega avtocestnega križa, Trojane Blagovica za 8,2 km, smo SCT-jo in podizvajalcem plačali 212,8 milijona evrov. Zdaj pa, gospod Štromajer, tretja razvojna os, sever, zdaj tudi svet regije za implementacijo hitre ceste Šentrupert, Velenje, F2/2, najdražja trasa, največ kmetijskih zemljišč. Gospod Židan pa je kmetijski minister v tej državi. Pa tu malo stran je, da spet 100 hektarjev, pa vi pravite, kak so pa socialni demokrati vse svoje cilje. Vi niti svojih okopov niste branili, se zdi včasih. Zdaj, recimo, ta zadnji primer gradnje Magne. Zdaj, to je klasični primer, kjer je treba tehtati neke prioritete v tej državi. In pač investicija v delovno intenzivni panogi v Mariboru za potencialnih več tisoč delovnih mest je tukaj prevladala. Koliko je delovnih mest? Potencialnih več tisoč? Potencialnih je 3000, koliko je bilo v dokumentaciji? Ste prebrali pogodbo? Ne, nisem prebral pogodbe. Kaj pa pol govorite? Saj jaz tudi nisem videl, saj ne morem videti. Ne, čakaj malo, ne morem je videti. Jaz govorim pa iz spisa zakona, ki je bil predložen državnem zboru in javno objavljen. Zakon je eno, ste videli pogodbe, ki jo je Počivalšek pa Cerar, ki ste podpisali s predstavniki Magne? Jaz se tudi nisem, pa tudi vi niste, ne? Zakaj pa pol govorite? Zato, ker to v dokumentu državnega zbora, ki ga je predložilo to isto Ministrstvo za gospodarski razvoj. Zdaj pa, ali bomo zaradi napak v preteklosti, jaz se z vami popolnoma strinjam, bile so napake v preteklosti, kjer ni bil ustrezen nadzor. Mimo grede, v času prve Pahorjeve vlade, oziroma edine Pahorjeve vlade, smo natančni, ko je bil minister dr. Patrik Vlačič, do takšnih ekscesov ni prihajalo. Pod dr. Vlačičem takšnih ekscesov? Preplačene avtoceste, aneksi, problematike. Zdaj pa mi vi, gospod Štromajer, gledajte, vi kar operirate z besedami podatki. Naštejte mi, koliko avtocestnih odsekov je bilo zgrajeno po letu 2008. Ljubljana Novo mesto je bilo dokončano. To lahko vem z prve žoge, ker to je bil en najpomembnejših delov križa, to je pa neposredna povezava med Ljubljano in Zagrebom, ki je za zelo pomemben del. En del je bil dokončan. Je bil dokončan, je bila avtocesta celotna povezava. Še kaj? No, pa če lahko, ne? Ne, kar povejte mi, kaj je še bilo, kaj smo še zgradili. Pa bomo pa še nekaj drugega, ne? V času, ko je bil Patrik Vlačič minister za promet, ni ometil odpadov v Šentviškem predoru, ne? Takrat tehnična stroka nikoli ni zatila, razen v času SDS, ne? Pa še en podatek je tak. Dobro, kaj zdaj hočete povedati, Žerjav je bil minister SLS-ov, Žerjav je kriv, da je padel omet dol. Čakajte malo, član uprave je bil pa gospod Hojs, zdaj vidni član vodstva SDS. Povejte mi, ker član uprave Darsa je vidni član vodstva Socialnih demokratov. Samo malo, jaz mislim, da je bil predsednik uprave takrat gospod Tomislav Nemec. Možno, član uprave je bil pa gospod Hojs. Kdo ima največjo odgovornost? Predsednik uprave ali član uprave? To so bili ljudje blizu Janševi vladi, tako da zdaj lahko se gremo, katera barva desnice je kriva ali ne. Mi smo pa itak vsi levi, smo pa vsi isti. Gledajte, koliko je za vas vredno delovno mesto, koliko hektarjev zemlje požidanovo? To pa zdaj... Koliko kmetijskih zemljišč smo izgubili? Ali smo jih pridobili? Vsako kmetijsko zemljišče, ki se izgubi, je škoda. Ja, zakaj pa ste potem socialni demokrati podpirate traso pa Kontiča, ker želi biti bližje Ljubljani, traso F2/2? Lepo prosim, no? V Braslovča so imeli cele probleme, ker je kmetijski minister nasprotoval eni izmed določenih tras. Mislim, dajte biti korektni glede tega, ne? In spet se je tehto javni interes in spet smo za 6 poslanci lahko uveljavili toliko interesov, kot smo ga lahko. Ampak gospod Židan, za razliko je v mojem studiu napako priznal, vi pa še branite. Saj nisem rekel, da je vse optimalno. Rekel sem,
mislim, da se je tehtal. In včasih je treba sklepati kompromise, ki seveda v idealnem svetu nikoli niso črno-beli in odlični. Okay. Zdaj bomo mi pogledali še eno grafiko in sicer bomo pogledali, kako posluje Družba za avtoceste Republike Slovenije, ki v imenu in za račun Republike Slovenije sklepa posle in gradi avtocestni križ, zdaj tudi odsek tisti, ki nam še manjka, tja do Dražencev na Podravski avtocesti. Prihodki Darsa v letu 2017 459 milijonov evrov, odhodki 285 milijonov evrov, potem pa odplačilo dolga glavnice 203 milijone evrov. Zdaj je pred kratkim 1. aprila leta 2018 Dars za tovorna vozila uvedel elektronsko cestninjenje in z tega naslova si obeta še več pobranih cestnin. Dragi gospodje, kar po vrsti, gospod Breznik, koliko je danes, ker to ne gre v slovenski javni dolg, koliko je zadolžen Dars? Na 31.12. leta 2017. Ne vem. Ok, vi? Preveč. Ne, koliko? Ne vem cifro. Ne veste, gospod Trček? 5,4 milijarde smo dali za avtoceste, koliko je točno zadolžen, ne vem, ampak daj končam. Asfinak avstrijski je še bolj zadolžen kot Dars. To pa podatek vem, ker sem ga preverjal, a veste, in tle mi spet tako populistično to nekaj nabijemo. Tu, če bi šel gledati tune odseke avtocest, bi moral marsikaj preučiti. Ampak nekaj videva z tega, ne? Nekaj vidiva, nek vzorec dobiva, ne? Je pa en problem. Je. Zelo dolgo se je odlašalo z uvedbo cestnine v tovornem prometu in še ena zgodba. Vse resne države, ki mislijo same sebe, je osnovna hrbtenica železniški promet. In tle se jaz celo z gospodom Duhovnikom strinjam. Mi imamo težave, da nimamo na izmeničnem toku našega železniškega omrežja. In to je tudi neka zadeva, ki jo bomo enkrat morali ugrizniti, ki nas bo stala kar nekaj denarja. Gospod Prikl, koliko tak je Dars? Glejte, tega podatka ne vem in res ne želim ugibati, ne? Ampak, če mi dovolite... Gospod? Mislim pa, da je najbolj pomembno, da takrat, ko je bila prva Janševa vlada, ko smo ukinili tako zvani parazitski... Koliko imamo avtocest, gospod Breznik? Mislim, da 600 km nekaj takšnega. Kako naj mi v tej državi, zdaj pa sprašujem vse vas, zaključujem razpravo počasi, ne? Mi smo vam dali vsem istočnice, vi boste poslanci državnega zbora, vi boste odločali o tem o usodi, ne? Dali smo istočnice, ne vprašanj, o čem bomo govorili. Ampak kako lahko neka stranka, tudi vaša stranka, gospod Štromajer in tako naprej, naredi nek kvaliteten program, če ne poznaš preteklih, če nimaš nekih kvalitetnih vhodnih podatkov. Pa boste zdaj dejali, Pregl pa nenehno od politikov terja jasne odgovore, pa terja številke. Ampak v številkah se pogovarjamo, vse tudi v številkah je vaša plača, v številkah je javni dolg, v številkah so poslanska mesta. Kako vam naj zaupamo? Kako naj dobijo ljudje zaupanje v politiko? Pa bomo pol eno izjavo na to temo videli, gospod Breznik. Pogleda si mojo zgodovino, kaj sem delal do zdaj, kako sem se izkazal v življenju, kakšne so moje izkušnje, dokot sem prišel. Ko ste govorili o Magni, mislim, da sem bil edini, ki je bil kar nekajkrat na večerji in kosilo z lastnikom Magne, takrat večinskim, sedaj ni več, gospodom Frankom Štronahom, že v letu 2012. Danes so me klicali z Magne, rabili so nekaj zadev, ko sem vam prej razlagal, kar nekaj telefonskih klicev. Ljudje, ki smo se izkazali v življenju, ki smo delali v tujini, jaz mislim, da imamo zaupanje. Zdaj, če vi lovite enega poslanca na statističnem podatku, koliko imamo avtocest, gledajte, če je od tega kvaliteta mojega dela odvisna, potem, gledajte, ni problema. Jaz se ne ukvarjam z infrastrukturo. Lahko, smem. Ne, zdaj pa vas vprašamo, kateri podatek pa morate vedeti, ker torej zdaj govorimo, voditelj je pač nor na številke, zdaj pa kaj morate vi to vedeti? Mi pa lahko ni problema, jaz postavljam vprašanja, pa širimo demagogijo, pa se ne pogovarjamo. Tisto, kar bi mogli vi danes vprašati, kar se mi zdi najbolj pomembno vprašanje, je, ali mi z sistema cestninjenj preko vinjet, ki smo jih uvedli v Janševi vladi, ali mi lahko pokrivamo torej nastale obveznosti, ali jih redno plačujemo, ali bomo še sedaj v bistvu imeli neki višek denarja, ko ga bomo dobili z elektronskim cestninjenjem. Sam sem privrženec, kot veste, se ukvarjam s high-techom in z visokimi tehnologijami v poklicnem življenju in to je tisto pomembno vprašanje. In sedaj pa vprašanje, kaj bomo s tem denarjem gradili, ali bomo lahko pospešili gradnjo tretje razvojne osi, kot je po vsej verjetnosti boste razlagali in kako hitro in kako hitre časa bomo to naredili. Pomembno je, ni pomembno vaš dolg, pomembno je, ali vi lahko ta dolg financirate, ali bomo ga odplačali v teh obrokih, ki smo jih in ali je sistem vzdržen. To je tisto, kar je najbolj pomembno. Seveda pa je še vprašanje, zakaj so avtoceste stale toliko in toliko. Mi se na avtocestah smo se naučili premalo, šli smo v projekt T6,
kjer smo ponovno padli na izpitu. In bomo Zmes verjetno smo še- padli dvakrat na Ja, izpitu okej. na slovenskem bančnem sistemu, mes smo padli na izpitu v slovenskem monopolnem Telekomu, ki ni gradil optike, imamo danes problem z superhitrim internetom in tako naprej. Torej, to so, se mi zdi, pomembna vprašanja. Veste, če pa jaz zavem na kilometr, danes tudi vi ne boste vedeli, zato ker sem jaz se pred nekaj dnevi pelil, pa mogoče še morda statistični podatek, recimo do Gruškove avtocesta v bistvu končana bo v kratkem. Ne? To je pomemben podatek, ne? Torej do kilometra natančno, veste, ne moreš Kaj nisem zahteval od vas, gledajte. 31 let ste stari, gospod Štromajer. Kaj, mora politik vedeti neke številke? Ne, prej smo se v prejšnji oddaji, eni prejšnji z gospodom Trčkom pa gospodom iz Desusa, gospodom Priklom kar lovili okrog tega. Saj, če o nečem razlagaš, pol moraš nekaj vedeti, neko bazo moraš imeti, ali zdaj, kaj vi pravite? Vi ste nad politike, ne? Kakšna je prihodnost te politike? Jaz sem predstavnik generacije, ki če bi imel zdaj tule laptop pred sabo, bi lahko mi da tekmovala, kdo bo predal številko od sebe, pa ne bi bil problem. Ampak da ne bo pomote. Jaz se z vami strinjam, da morajo politiki več kot odgovorno na podlagi podatkov, številk, simulacij, analiz odločati. Definitivno. Zdaj, moramo to vedeti vse na pamet, verjetno smo tudi mi samo ljudje in tega ne vemo. Ja, ampak to ni zdaj zbirka statističnih podatkov. To je resen vsebinski program, ki pokriva vse od šolstva do zdravstva, do varnosti v tej državi. In pač to, ko ste prvotno vprašali, na podlagi česa se naj ljudje odločijo. Na podlagi česa se naj ljudje odločijo, da nam zaupajo. Na podlagi naših programov. Na podlagi tega, kar predlagamo, da se ta država izboljša. Če pa ta isti program je bil v vladi, pol pa gremo koalicijske zaveze, pa gremo Desusov program, pa vaš, pa pol ni uresničen. Pol rečete proporcionalno manj. Pred volitvami pa ne govorite tega. Saj ni pomembno, gospod Trček. Ja, gledajte, mi se nismo kot tile kolegi, ki hočejo zdaj biti levica, spomnili šele 3 meseca pred volitvami, da bi dvignili neki socialni transfer. Mi v levici smo tulili to že cel mandat, pa se z glavo butali ob zid, pa sem 2-krat v nezavest padel zaradi tega. To je prvo. Drugo, res ne vem zdaj tega podatka. Vem, da smo 5,4 milijarde dali, to je bil podatek do 2017. Vem, da je zelo pomembno, kakšna je zadolženost. Ko sem nazadnje gledal, vem, da ima avstrijski Asfinag večjo zadolženost in seveda vem, da je tudi pomemben cash flow in upam, da dejansko zdaj s tem cestninjenjem, ker so se lahko spretni tovornjakari celo do 70% avtocestnega kriza izognili do sedaj, bomo dejansko to laže financirali. Ena dobra zadeva v tem mandatu, vseeno moram reči kot opozicijski poslanci, je bila, da so ta poroštva nekako, da smo tiste zakone zmleli v en zakon. Ni res, da ni to v bilanci, to je v B-bilanci, tako imenovani, to je nekaj, veste, če nek dolg ne prikazuješ glede tega fiskalca, za katerega smo mi bili proti, pa so Avstrijci ga dali v navaden zakon, ne v ustavni, na vse zadnje, če delajo neke projekte, da se pol laže odločijo, A veste, vse namen je dejansko tudi, zakaj se ti zadolžuješ in koliko. Je pa v Sloveniji nekdo doktoriral, ki bi moral biti le, pa je šel delati na OECD, gospod Makošek, ki je zelo jasno pokazal, da pri takih projektih je, in podobno bo tudi verjetno pri drugem tiru, vam je običajno končna cena do 20% višja. In tam, če je do enih 10-12, vse to jemlje skoraj kot normalno, imate valutna nihanja, imate določeni repromateriali, vam grejo gor dol in pri takih projektih ponavadi tudi vedno upneš kaj v dobrobit lokalni skupnosti. Včasih se celo kakšna šola naredi ali se kak izvoz iz avtoceste več naredi in podobno. Je pa res, evo, gospod je tle omenjal tehnične stroke. Jaz ne bi rad bil populističen, ampak vi ste imeli vrhunsko gospo iz atomske fizike z doktoratom, ki je nekaj rekla proti partijskem šefu, ste jo takoj odrezali. Dajte najprej doma pometati. Mi moramo pa tudi kot politika... Kdo je partijski šef? Kdo je partijski šef SDS-a, ne mi retorično vprašanje postavljati. A veste, odgovorno podobno kot pri sodiščih, politika mora odpolitizirati stroke v tem negativnem smislu. Stroke morajo tudi prevzeti odgovornost. A veste, drugače bo spet čez 20 let nekdo v politiki, pa ga bojo nabijali, bo novi T6 ali ne vem kaj. Končujemo, moram dati še gospodu Priklu besedo, nimamo več časa. Gospod Prikl, vaših par sekund še. Jaz par sekund, hvala lepa. Jaz vam ne bom sugeriral, kaj smete vprašati, kaj ne vi smete vse vprašati. Mi smo pač poslanci ali pa kandidati za poslance. Jaz se iskreno opravičujem, da nisem vedel tega podatka, koliko je Dars zadolžen, bom si ga pridobil. Na eni izmed prejšnjih oddaj sem seveda vedel natančno podatke, ki so bili pač vezani na tisto področje, ki ga pač bolj domicilno, pa tudi po svoji
predhodnih aktivnostih bolj pokrivam. Kar se pa tiče, če smem v stavku in pol zaključiti to zadevo, jaz bi si iskreno želel, da je čim manj politiziranja, čim manj metan polen pod noge in da za te zadeve, za katere se vsi strinjamo, da drugi tir je potreben, da avtocestni križ more biti, tretja razvojna os more biti, da tukaj se za Boga milega že enkrat poenotimo in da v korist ljudi to naredimo. Jaz ne vem, če se kdo od vas v zadnjem času vozil oziroma iz Koroške, recimo proti avtocestnemu križu, proti avtocesti, ko priješ tam pri Arji vasi oziroma kjerkoli že ven, to je katastrofa. Jaz sem se dolgo časa vozil v Ljubljano in z avtomobilom in z vlakom. Nemogoče je v manj kot 2 urah priti z vlakom v Ljubljano, nedopustno. Tukaj moramo svojo energijo vložiti in če bomo samo diskutirali, pa analizirali, pa kaj te vem, kaj še vse delali, gledajte, ne bo nič od tega. Jaz mislim, da je potrebno skupaj stopiti in da, tako kot smo se prej, a veste, pri sodstvu pogovarjali, a je sodstvo levo ali sodstvo desno, veste, tudi asfalt, tudi trotoari, pa tudi kakšne fontane niso ne leve, ne desne, ampak točno služijo svojemu namenu. To pa je, da ljudje imajo nekaj od tega, da lažje premagujejo, da pridejo hitreje z enega konca na drugi konec in da ne trošimo uzalud te naše brezproduktivne razprave. Jaz se resnično bojim po tem soočenju danes, da bodo ljudje si dokaj slabo sliko o nas ustvarili, da si ravno vsi nismo imeli istega prostora, pa to ni kritika na vas, ker je pač polemika bila pri dveh kolegih dosti bolj ostra. Jaz tukaj ne želim nič pod preprogo pometati. Desus nima pri nobenem izmed teh projektov kakšne slabe, torej ni bil upleten v nečedne posle, ampak vendarle bi želel, da naprej pogledamo in da se na teh napakah, ki so bile evidentne, nekaj naučimo in se zopet ne samarimo. Zelo dolge, gospod Prikl. Moramo zaključiti. Spoštovani gostje, hvala, ker ste bili. Žal je razprava bila zapeljana v takšno smer, kot je. Upam, da smo gledalkom in gledalcem vendarle kaj razkrili tehnega, sicer pa upam, da je bila ta oddaja statistična in vsebinska napaka te volilne kampanje. Dame in gospodje, hvala, da ste bili z nami. Pravijo, da je politika umetnost mogočega. Danes ste marsikaj od tega verjetno spoznali, pa tudi, da je velikokrat cesar, nag pa tudi njegovi nasledniki. Bodite z nami v 5. oddaji. Hvala za pozornost za nocoj in lahko noč, svet Edvarda Rusjana.